Na video povezavi prijazno pozdravljam doktorico Tino Bregant. Danes pa naj jo čaka vznemirljivo potovanje po razvijajočih se možganih. To je vaše novo znanstveno priročniško delo, kako bi se temu reklo, knjiga, ki je zelo pohvaljena v različnih krogih, med različnim bralstvom. Kako bi jo vi na kratko predstavili? Ja, knjiga je neke vrste znanstvena monografija z dvema strokovnjakoma, recenzentoma, oba sta precej znana profesorja, to je profesor Pirtošek, ki ga marsikdo pozna iz njegovega ukvarjanja z demenco in starejšimi, in potem profesorica Mičetič Turkova, ki je tudi nosilka predmeta pediatrija, tudi ena taka res znana pediatrinja. Skratka, sta oba dva napisala izjemno prijazno recenzijo, to se pravi iz vidika nevrologa in iz vidika pediatra. To je pa pravzaprav točno to, kar ta knjiga nekako združuje. To se pravi nevrologijo, nevroznanost, kako delati z otroki, da jim pravzaprav najbolj pomagamo, jih podpremo v razvoju in seveda tudi, da jim bo lažja prihodnost. Tako da gre v bistvu za eno tako knjigo, ki je prva napisana iz strani strokovnjaka. Drži tudi, da takih kot sem jaz ni veliko, ne v Sloveniji, ne v tem koncu sveta. Imam namreč dve specializaciji, pediatrijo, fiziatrijo, pa doktorat iz nevroloških ved, tako da res nekako združujem en tak celosten pogled na otroke. Sem se pa od nekdaj ukvarjala z tako zdravimi otroki, pa temi programi, ki spodbujajo otroke v razvoju, tako da lahko najdejo, mogoče te, ki naj poslušajo, recimo je Celjski NIJZ pripravil en tak program, to sem jaz s številnimi odgovori, tako da sem se že tam malo urila v tem, kako pravzaprav odgovarjati, kaj ljudi zanima, kaj tudi otroke zanima, mladostnike zanima, do raznih programov, ki podpirajo otroka v razvoju, tudi preventivnih, kot je recimo program Zdaj. Tako da se mi zdi, da sem nekako zaokrožila ta svoja znanja v eno tako celoto. Zdaj mogoče kot zanimivost, ta knjižica se je tiskala zadnji teden oziroma čisto ob koncu leta 2024, nastala je za podporo Javne agencije za knjigo. In pravzaprav se je prodaja začela šele lani, tako res intenzivno, v letu 2025. Sem pa podpisala pravzaprav že drugi ponatis. Tako da na prvi uradni predstavitvi sem podpisala že prvi ponatis in potem v lanskem letu tudi že drugi. Tako da zdaj čakam nove knjige na policah, ker jih ni več. Tako da knjiga se mi zdi, da je kar lepo sprejeta pri ljudeh. Majčkeno je kot priročnik, nisem pa hotela, da je en tak priročnik, kako vzgojiti uspešnega otroka, ker če bi obstajal en dober priročnik, bi na oddelku vzgoja in izobraževanje imeli samo tisto knjigo, tako pa je tam ogromno ene literature, kjer pač v bistvu vsak mora nekaj najti, kar ga nagovori, kar velja tudi mogoče za njegovega otroka ali pa tiste reči, ki ga zanimajo, da jih tam najde. Tako da pač knjiga poskuša na en tak dobrohoten način podpreti starše, vzgojitelje. Lahko jo pa prebere tudi kakšen mladostnik, ker je noter ene par odgovorov, ki gotovo zanimajo mladostnike, zlasti študente teh strok, to se pravi, ki se ukvarjajo z otroškim razvojem. Ja, takšne knjige priročniške imajo to slabost, v bistvu hitro pridejo v tisti nivo, kako priti do denarja, Vaša knjiga je daleč od tega sicer, ampak vendarle, kaj vas je pravzaprav, nekaj ste že povedali, ampak kaj vas je napeljalo, kaj vas je nagovorilo, da ste se lotili pisanja takšnih vsebin? Pač jaz se že skoraj 25 let se ukvarjam z otroki in mladostniki, tako da se je nabralo kar nekaj znanj, tudi kakšnih člankov, in potem v bistvu je bila knjiga na mojem računalniku precej debelejša, precej večja, bila je opremljena tudi tako zelo strokovno, z vsemi referencami, in bi bila zelo dolga in bi se lahko tudi zelo tako strokovno brala, Jaz se včasih hecam, da take knjige, ki jih vzameš v posteljo,
pa zaspiš, pa ti padejo na glavo, da te lahko skoraj ubijejo. No, skratka, na računalniku je bila ena taka debela knjiga. Potem se je pa zgodilo, če se ljudje spomnijo, tiste velike poplave, ki so bile v Sloveniji. In skozi našo domačo hišo je dobesedno tekla reka, bližnja reka, ki je pač skrenila iz običajne struge. In moj oče je tudi profesor, tako da tam so bili kupi magisterijev, doktoratov, diplom, tudi še neobjavljenih iz časov, izpred časa, ko so se vsa ta dela zavedla v sistem. In moram reči, da po poplavi je bil na našem dvorišču en tak ogromen kup tega papirja, premočenega z blatom, prepojenega. In moram reči, da tisto me je pa tako prav, tako nekako me je ganilo verjetno? Ja, ali pa mogoče pa pretreslo. Ko vidiš, kako leta dela, znanja, kako jih, če niso digitalizirana, in marsikaj ni digitaliziranega, tudi ljudje imamo zelo veliko stvari na svojih računalnikih, ki nikoli ne vidijo luči dneva, vključno z kakšnimi našimi družinskimi fotografijami. No, in to me je pa res, to me je pa tako nekako, da sem rekla, zdaj pa treba hitro skončati, hitro spisati, dokončati, in sem tudi zelo skrajšala, umaknila vse tisto, kar se mi je zdelo mogoče tudi nepotrebno, čeprav tisto je prispevalo k bolj znanstveni razpravi, ampak se mi zdi, da je zdaj knjiga lažje berljiva, da je bolj prijazna do uporabnika, tako da je pa potem zelo skrajšana, bolj kondenzirana, bolj tudi prijazna do bralca, pa se mi zdi, da je res uporabna. Kar neka splošna javnost, ki še ni prebrala te vaše knjige, ve, je to, da so možgani ena mišica, organ, pravzaprav tudi mišica, večkrat slišimo in preberemo, ki jo je treba trenirati. Ja, možgani niso mišica, ampak moramo pa z njo delati, kot da je mišica. To se pravi, jo je treba trenirati, te možgane. To se pravi, ti možgani potrebujejo kognitivne izzive, miselne izzive, uganke, novosti, nove reči, da poskusimo kakšno stvar na novo narediti. Telesne, gibalne izzive in tudi v bistvu, da vzdržujemo telesno kondicijo, da naš srčno-žilni sistem, ki podpira delovanje naših možganov, ki deluje dobro, potrebujejo hrano, tako kot mišica potrebuje hrano za energijo, Vsi poznamo ta študentsko hrano, študenten futer, z oreški, z rozinami, to je visoko energetska hrana, zato da organi dobijo, tudi možgani, da dobijo energijo. Ja, in seveda tudi ljubezen, ogromno ljubezni, sploh otroci to potrebujejo, brez tega ni nič, Naši možgani so socialni, čustveni možgani, navajeni življenja v skupnosti, in če nimamo te medsebojne podpore, če nimamo tega, da uvidimo eden drugega v svoji unikatnosti, v tem, kdo smo, tudi za naše možgane je najhujša kazen samica, to se pravi tam, kjer smo sami, osamljeni, to je za možgane hudo, in v knjigi poskušam to nekako tudi na en tak dobrohoten način, tak način, kot si ga zaslužijo naši otroci, da ljudje to preberejo, pa mogoče tudi začutijo to, kar se mi zdi, da je v današnjem času tako smo atomizirani kot družba, vsak zase, dolgo delamo, skriti za svojimi računalniki, kar nekako ni časa, kot eni tisti hrčki, ki si skozi nekaj prizadevamo. In se mi zdi, da pač pri taki knjigi mogoče, da bi ljudje tudi mehen vdihnili, razmislili, kaj je zares pomembno, si vzeli čas in tudi uživali z otroki, da otrok ni projekt, ampak da dejansko uživaš v tem, ko si z njim. Nenazadnje otroci blazno hitro odrastejo. In gredo. Zdaj, razvoj možganov se začne že
v mamičinem telesu in potem različne faze pravzaprav gredo skozi različne faze. Kako lahko pojasnite te faze različne? Ja, mislim, možgani so zelo zanimivi, a ne, in možgani so tako kompleksni, da se začnejo razvijati praktično z trenutkom, ko pride do oploditve, a ne, ko moška, ženska, spolna celica, a ne, nastane zigota, te celice se začnejo deliti, a ne, kmalu postanemo tak skupek, kot ena taka malina, a ne, zgledamo na začetku. No, in te celice v bistvu so kot ena taka kugelca, ta zunanji del je, mi mu rečemo zunanji ektoderm, a ne, notranji endo, vmes je mezoderm, ki je vmes, a ne. In potem se ta kugelca, če si predstavljamo, se ugrezne, a ne, in potem se ta del noter, ki nastane, v bistvu prostor v kugelci, če si predstavljate, a ne, se napihne, a ne, spredi se napihne v to, kar bo kasneje postalo možgani, a ne, obe hemisferi, podaljšana hrbtenjača in zadnji del, ki je potem ta hrbtenjača. To je v bistvu tisti prvi 4 tedni, ko v bistvu še niti ne veš, da si noseč oziroma pač se bo počasi pokazalo, ne, ampak je ključen za ta celosten videz možganov, a ne, to je ta proces neurulacije zelo pomemben, a ne. Tle je tudi ključna tista folna kislina, a ne, ki jo naj bi nosečnice jedle oziroma naj bi imele dovolj dobre zaloge te folne kisline v telesu. Zdaj pa v današnjem času včasih ženske, čeprav, a ne, izgledamo dobro prehranjene, ampak včasih nam manjka raznih vitaminov, mineralov, a ne, recimo, in je smiselno to folno kislino, še preden se odločiš, da boš noseča, a ne, da jo jemlješ že vnaprej, ravno zaradi teh celostnih možganov. In tudi v bistvu v tem procesu, a ne, zdaj, ko sem tako povedala, ne, ta zunanji sloj, a ne, pa ta notranji, to je v bistvu razlog, zakaj imamo živčevje zunaj, a ne, z našimi živčnimi končiči, s katerimi se dotikamo, a ne, in hkrati imamo pa možgane pa noter, a ne, pa hrbtenjačo tudi skrito, a ne, ravno zaradi tega, ker se iz tega zunanjega dela, iz katerega nastane koža, živčni končiči, nohti, lasje, a ne, pa ta notranji del, a ne, iz tega pa nastanejo možgane pa hrbtenjača. No, pa ko se tale cev, a ne, ko se tako raste, potem pa v notranjosti cevi je prostor, votlina, v kateri nastaja likvor, taka tekočina, ampak v bistvu v steni tega je pa sloj, iz katerega nastajajo živčne celice. In te živčne celice potem potujejo v predele, ne, kjer bodo naša možganska skorja. Zdaj, tukaj tudi tako kažem, ne, ko v bistvu možganska skorja, ne, je vse, ampak to je ta zunanji del, to so te male sive celice, ki Hercule Poirot reče, da z njimi mislimo. In noter v globokih, a ne, to sta pa 2 globoki možganski jedri, recimo, ne, bazalni gangliji, a ne, tam so tudi telesa nevronov in praktično vsi nevroni tja pripotujejo v možgansko skorjo, nobeden tam ne nastane, potujejo iz tega zarodnega sloja, mi rečemo kot ena taka porodnišnica nevronov, plezajo po drugih celicah, ki se jim reče radialna glija, ki je tako kot eni sončni žarki, a ne, po njih plezajo nevroni do možganske skorje. In to je tak en zelo zanimiv proces. Ko najprej splezajo na svoje mesto motorični nevroni, te so veliki nevroni, ne, najprej pridejo ta veliki, a ne. Potem, a ne, čist na koncu praktično še tudi recimo 4 tedne po rojstvu, a ne, pa te zelo drobčkani nevroni, a ne, ki se pa že gužvajo noter, a ne, ker malo zmanjka prostora, a ne, te pa tja pripotujejo pravzaprav še v tem obdobju novorojenčka. No, potem, a ne, po rojstvu se pa začne pa recimo ta zelo izrazit proces mielinizacije, odlaganja mielina, to je pa ta bela maščobna ovojnica, ki daje možganom pa tudi to belo barvo, a ne, možgani imajo to možgansko sivino v možganski skorji, pa v globokih možganskih jedrih, vmes je pa ta belina, a ne, to je pa ta mielin, a ne, in ta mielin se pa odlaga praktično do 25, v enih predelih celo do 30 leta starosti. Vmes nastajajo, te nevroni rastejo, zorijo, spremenijo se kemično, kaj delajo, a ne, in hkrati se povezujejo, a ne, med sabo tvorijo stike.
In te stiki, med njimi tem stikom se reče sinapse. Te sinapse pa ni, da bi skozi nastajale na novo, ampak nastajajo na novo in izginjajo po principu, use it or lose it, uporabi ali izgubi, ker je enostavno to blazno metabolno zahtevno. Možgani so taka jedrska tovarna, pamet, cela pamet, tam deluje pa en tak ogromen računalnik. In v bistvu ne morejo te procesi skozi samo, da dodajaš, da je vedno več, ampak mora biti to nekako uravnoteženo. To je tako kot v življenju. Ne sme biti vsega preveč, ampak glih prav, tako kot so rekli stari Rimljani, neko in nimis, ničesar preveč, ravno prav mora biti, tako kot pri vzgoji. Tako da ja, meni so možgani izjemno zanimivi, in tudi, ko pogledamo mi tele naše možgane, tam je toliko nevronov, kakor kadar pogledaš v zvezdnato nebo. Vse tiste zvezde, ki jih vidiš, to so naši nevroni, ki se prižigajo, ugašajo, povezujejo. Tako da zelo zanimivo. Mogoče preden greva, razložite še, kaj se v možganih naših dogaja potem, ko smo večji, ko odrastemo, ko postajamo zrelejši. Katere so tiste najhujše napake, ki jih mamice delajo, recimo, v obdobju nosečnosti, zgodnje, pa potem kasneje? Pač ene stvari otroku škodijo, pa niso v naši moči, Tako da tle se je treba zavedati, ko včasih kdo reče, pa če bi mama drugače delala, pa bi bilo drugače. Zdaj ni nujno, so določene genetske motnje, ki jih pač otrok prinese na svet. Tako da ta genetika je izjemno kompleksna, in pač pri otroku lahko na novo nastane ena sama mutacija, veste, en sam nukleotid v tistem tripletu je drugačen, in ima lahko strašne posledice za vse, ne samo za možgane, dejansko za celoten razvoj. Tako da pač nekaj prinesemo na svet. Tukaj zdrava genetika, na vse ne moramo vplivati. Gre tudi za spontane mutacije, ki nastanejo. Včasih se kakšni starši sprašujejo, pa rečejo, ok, zdaj ima pa otrok sindromsko motnjo ali pa ne vem, ima ta sindrom, kdo je zdaj kriv? A je kriva mama, a je kriv oče? Mislim, pa nihče ni kriv pravzaprav, ne? Ja, za nekatere stvari pač ni nihče kriv, lahko si tudi nosilec nekega gena, pa se ni pri tebi to tako izrazilo, ampak tukaj krivda nima mesta, tako ni prav, če gremo v to smer. So pa določene stvari, seveda, ki lahko pa mi povečamo možnosti, da je otrok bolj zdrav. To je pa sigurno zdrav življenjski slog. To se pravi, da je mama fit, da je primerno prehranjena, ne predebela, ne presuha, da je zdrava, da je čim bolj zdrava, ampak seveda danes tudi kronične bolnice si želijo imeti otroka, in takrat pač je res pomembno, da z zdravnikom usklajujemo te terapije, ker tudi določena zdravila so teratogena. Tako da zdaj mogoče bi šla pa na to, kaj pa so te teratogeni? Teratogeni so pa te, ki vplivajo na razvoj. Zdaj pač ljudje vsi pomislijo recimo na en tak zunanji dejavnik, recimo sevanje, jedrsko, to se pravi, sevanje je en tak močen teratogen, ampak ni edini, tukaj so še kemijske snovi. To se pravi, sem spadajo recimo tudi kakšna zdravila, marevan, ali pa recimo kakšni antiepileptiki, ampak seveda, če jih mama ne jemlje pod nadzorom, moramo pa vedeti, včasih so tudi kakšna zdravila, tako da v nosečnosti se res izogibamo zdravilom, tako da čim manj, tem boljše, ampak določene zdravila so pa nujna. Zdaj, k takim škodljivim snovem spadajo tudi razne droge. Tukaj ni samo alkohol, ampak tudi cigarete, cigarete tudi vplivajo, ti otroci se rojevajo lažje. In seveda, tukaj imamo še razne te nelegalne droge, tudi recimo trava. Ljudje v Sloveniji mislijo, da je trava, kanabis, da je to nekaj zelenega, da je to nekaj dobrega. Ni. Kanabis je močen teratogen, tako da absolutno odsvetujemo čim manj teh snovi vnašati v telo, kakršnih koli. In seveda potem so pa tukaj snovi, kot so biološki teratogeni. Biološki teratogeni so pa virusi pa bakterije.
tukaj moramo pa tudi tega se zavedati, a ne, da določeni virusi povzročajo nepovratne spremembe, ne, virusi ošpic, mumps, rdečke, to so eni najmočnejših teratogenov. Mogoče celi, ki to gledajo, ne preberejo mogoče zgodbo, Sloni si zapomnijo od Agathe Christie. Agatha Christie je ogromno stvari vedela, ne, zelo zanimive knjige. Kako je v bistvu ena filmska igralka, jo je prišla oboževalka pogledati, ona je bila takrat že noseča, a ne, taka je pa prišla na obisk, pa ni vedela, je pa v resnici kašljala, imela izcedek iz oči, a ne, ošpice, ne, takrat cepljenje se je pojavilo po drugi svetovni vojni, a ne. In je dejansko potem ta filmska igralka rodila otroka z hudo okvaro in potem, a ne, ko je to izvedela, a ne, je v bistvu zastrupila to oboževalko, ki jo je prišla pogledati, ne, tako. Tako da biološki teratogeni so pomembni, ne, mi tudi zaradi tega cepimo otroke, da zmanjšamo ta pool teh bioloških teratogenov. Niso pa seveda vsi virusi pa vse bakterije enako škodljivi, ampak nekateri pa so zelo, ne, ošpice, rdečke, zelo, mumps pa povzroča neplodnost pri moških, ne. Tako da ne smemo pozabiti na ta vidik, ker smo kar malo pozabili na te bolezni, a ne, ke živimo v dobi izobilja, a ne, in tudi v bistvu In izbire, ne? In izbire. Vsak lahko izbira. Ja, zdaj pač določene Ampak ni tako, ne? Ne, pač ni tako, zaradi tega, ker biologija, če mi nehamo upoštevati biologijo, biologiji ni mar za naše želje, a veste. Biologija ali pa evolucija, če hočemo, a ne, evolucija pač deluje, a ne, se ne ozira na nas. In če določenih stvari ne upoštevamo, pač bomo plačali ceno, ne, Ja. Ja, še vedno hodimo z dvema nogama po tleh, rečemo, ne, vsem tistim, ki razmišljajo, ne vem kako zelo. Smo napredovali. Torej, če greva zdaj še malo pojasniti razvoj teh možganov, v otroški dobi nekako čustveni razvoj, učenje, potem adolescenca pride, ko se marsikaj dogaja v možganih, ne? Ja, to razvoj, zorenje možganov, to je strašno zanimivo in to vejo vsi starši ali pa tudi babice, dedki, ne, pa vzgojitelji, učitelji, ko v bistvu opazuješ otroka, kako se vede, in tukaj pač moramo vedeti, da možgani kot tisti glavni računalnik določa, kako se mi vedemo, ne. In takrat, ko smo prijazni in ko smo pohvaljeni, in tudi takrat, ko smo recimo nagajivi ali pa ko smo celo kregani, a ne, ker ne delamo prav, vsakič se vedemo tako, kot nam velijo naši možgani, ne. Res je sicer, da po raziskavah imamo vedno možnost dati veto na katerokoli odločitev, pravijo. Niso vse stvari, a ne, tako izven nadzora, in zato so zaslužni naši čelni režnji, ne, ta naš prefrontalni korteks. In prav ta čelni režen, ki je prisoten tudi pri novorojenčkih pa pri dojenčkih, ampak ta pa zori in pridobiva to svojo ključno lastnost pa potem v obdobju najstništva in dozori nekako takrat ob koncu, to je ta zadnji predeli možganov, ki dozorijo, so ti čelni režnji. In to je tisto, ki določa, kdo smo mi, a ne, tako jaz velikokrat rečem, ti čelni režnji, tukaj doma naš vrhovni šef ali pa šefica, ki določa, kaj nas zanima, kaj je za nas pomembno, in ta tudi vedno lahko da veto na odločitev. Skratka, da nadzorujemo svoje vedenje, da nismo preveč impulzivni, tako naši sosedje z Balkana, ne, rečejo, što na umu, to na drumu, ne. To je v bistvu povezano z delovanjem teh čelnih režnjev, ne, kadar nimamo dobrega nadzora, ne, takrat vse spustimo, in zato jaz včasih se pohecam pa rečem, ne, da včasih pri kakšnemu človeku imaš pa res občutek, da možgani še niso čisto zreli, a ne, da mora mogoče še malo kaj narediti, ne. Ampak ja, potem okoli 25. do 30. leta se pa zaključijo določeni procesi, izgubimo tudi to razvojno plastičnost. Mi še vedno imamo plastičnost učenja in spomina, plastičnost v poškodbi,
ampak seveda ti možgani se dejansko začnejo, tako kot drugi organi, se začnejo že starati. Ne. Smo dosegli tisti optimum videza in delovanja, od tod naprej se pa starajo. Ne bom rekla, da gre navzdol, ampak dejansko se naši možgani starajo. Tako kot naša koža, lahko pa seveda to nekoliko upočasnimo. Pač ne moramo tega prekiniti, lahko pa malo upočasnimo in upočasnimo tudi z tem zdravim življenjskim slogom, dovolj gibanja, aerobna in anaerobna aktivnost, zdrava prehrana, dovolj zdravih maščob, manj stresa. Recimo tlele so nam za vzor ljudje iz modrih con. Modre cone so predeli ob morju, to je Loma Linda v Kaliforniji, ali pa recimo Sardinija, ali pa na Japonskem, Okinava. To so pač predeli, kjer živijo najstarejši zemljani, in potem, ko so jih proučevali, so ugotovili, ravno to, kar sem prej rekla, zdrave maščobe, ribe, oreški, dovolj zelenjave, sadja, veliko sonca, to se pravi vitamin D, ki nastaja, ne preveč, da ni potem recimo kakšen kožni rak, melanom, ampak ravno prav, telesna dejavnost, če se spomnite vse te vasice, to prvi red do morja, to je zdaj, to je pogruntavščina turistov, ampak domačini pa vejo, da po zimi biti ob morju, je vlažno, je mrzlo, noben ni postavljal vasi tja dol, so jih postavili nad morje, na višino, in seveda, to je povezano s prehodi, s strmo navzdol do morja, večkrat dnevno, ali pa recimo vsaj 2-krat na dan, spet telesna dejavnost. In seveda tudi ena taka ležernost, to tudi poznamo, in seveda druženje. Tudi, če gremo takole v take obmorske vasice, velikokrat vidimo tudi cirkuse, pa potem druženje, ko igrajo, recimo imajo tam balinišča, da se pred cerkvijo, pred mašo se podružijo, pa po maši grejo skupaj nekam. To je pa zelo pomembno, ta socialni svet, ki ga imajo. Tako da to so vse dobrobiti. In tako lahko v bistvu tudi mi naše možgane ohranjamo dalj časa. Zdrave, čile. In mislim, da se velja držati teh modrosti naših prednikov. Hkrati pa zdaj znanost to potrjuje. Tako da recimo, ko smo govorili o demenciji, danes vemo, najboljše priporočilo, najboljša hrana proti demenciji je mediteranska hrana. To je mediteranska prehrana. Zdaj, zanimivo vprašanje, ki se mi poraja, je, kdaj se pravzaprav pri človeku pojavi ta potreba po političnem delovanju, recimo? Ja, to je pa zanimivo, Ja. Se pojavi? Ja. Mene so moji otroci so mi rekli, ko sem se pač odločila, če prevzamem stranko, Zdaj, pač nekaj, če si ti politično aktiven, mogoče majhen manj intenzivno, ampak če pa prevzameš, da postaneš predsednik stranke, to, kar sem naredila, predsedovanje Slovenski ljudski stranki, to pa priznam, to je pa res velik zalogaj. Mogoče se nisem niti čisto zavedala, kako velik je ta zalogaj, ampak nekako sem si izračunala, sem rekla, koliko časa je, koliko moram zdržati, kako bomo to usklajevali doma, in meni so doma rekli, sem rekla, joj, mami, kaj ti je tega treba, kaj ti je tega treba? Jaz sem rekla, res, jaz ne rabim zaposlitve v politiki, tega ne potrebujem, jaz sem zelo rada zdravnica, ampak rada pa delam z ljudmi, hkrati pa pri svoji starosti bi pa pravzaprav že rada nekaj vrnila tudi družbi. Tako se mi zdi, od nekdaj sem bila udeležena tudi v teh javnozdravstvenih programih, kako podpreti otroke v razvoju, In v luči tega se mi zdi, da pride obdobje, ko imaš občutek, zdaj pa moram nekaj narediti. K temu me je pa brez dvoma, to pa ni nobenega dvoma, da če bi mi imeli super politiko, pa super vlado, potem take ljudje, kot sem jaz, absolutno ne grejo v politiko, ker stvari delujejo.
v tem primeru za to zadnjo vlado, ki pa je uspela zdržati celoten mandat, 4 leta, je pa treba kar povedati, jaz ne morem delati v ambulanti tako, kot znam, in zdravstvo se sesuva in bo še slabše. Če bo ta vlada izvoljena ponovno, to, kar ves čas govorijo, da potrebujejo 2 mandata, potem je konec javnega zdravstva, potem ne bom več delala tudi na tem mestu, na katerem sem, ampak bom tudi sama iskala drugačne načine dela. Sicer še vedno kot zdravnica, lahko tudi v tujini. Jaz sem tudi delala v tujini, tako da vem približno, kako izgledajo te sistemi, kako so primerljivi. Ne želim si delati tukaj z našimi pacienti, z mojimi ljudmi, z Slovenkami in Slovenci. Ampak to je absolutno postalo izjemno težko pod to vlado, če bo pa ta vlada še en mandat, je pa konec. In tega se morajo ljudje zavedati. Jaz pač več kot da ponudim sebe v politiko, kar je z moje strani, to je kar velika žrtev, tudi strani moje družine, je treba kar vedeti, me ni nič doma. Politika je res 24/7. Več kot to ne morem narediti, tako da velikokrat rečem, da zdaj je pa na volilcih, kako bodo volili, kam bo šlo vse skupaj. Skratka, če bi mi imeli boljšo vlado, bi bila jaz lepo v ambulanti in se ne bi šla politike, ker bi politika delala tisto, kar politika mora, da skrbi za dobrobit svojih državljanov. To, kar se nam pa zdaj dogaja, da pravzaprav plačujemo storitve, ki jih ne dobimo, nam dobesedno iz žepa jemljajo za stvari, ki jih ni, od dolgotrajne oskrbe do zdravstvenih storitev. Plačujemo veliko, mi ne plačujemo malo. Ne bom rekla, da vsi, imamo ljudi, ki plačujejo zelo malo ali pa celo ne plačujejo, pa nič hudega, če so to ljudje, ki tega ne zmorejo, ampak ta vlada je dejansko ubila solidarnost, ker je začela z redistribucijo stvari našim in ne našim, z razkolom v družbi. To pa je nekaj, na kar pa jaz kot Slovenka ne morem pristati. Jaz sem bila vzgajana, tako kot poje Simon Gregorčič, veste, človek mora storiti tisto, kar je mož, kar more, ne kar mora. In pač skozi to sem šla v politiko. Zdaj, kako je pa politika z možgani zvezana, to pa lahko mogoče povem tako eno tako anekdoto. Dejansko so razlike med politiki, ki zagovarjajo leve ideologije in temi, ki zagovarjajo desno ideologijo. In res je, da to so velike raziskave med levičarji in desničarji. V nevrologiji rečemo, da smo desnični, ne da smo desničarji, ampak da smo desnični. Jaz se velikokrat tudi pohecam, da imam srce na levi, pišem pa z desnico, delujoči imam pa obe hemisferi, levo in desno, ki sta povezani. Če karkoli v tem umanjka, kot recimo v politiki, telo ne deluje in tudi država ne deluje. In mi smo zdaj temu priča. Sedanja vlada pravzaprav nasilno ustvarja ta razdor, levo, desno je razdelila, tudi od tega se mi zdi, da pobira politične točke, ampak tako pač enostavno ne moremo delovati. Velikokrat se pa reče, da leva ideologija je zelo pogosta tudi revolucionarna, kar je značilnost teh bolj najstniških možganov. In tudi pravijo, da ko si mlad, je normalno, da si bolj levo usmerjen, bolj revolucionaren, bolj anarhističen, tudi če hočete. In potem z staranjem oziroma z zorenjem pa vidiš, da je pa določena prednost tudi v tradiciji. Konzervativizmu, ne? Tako, ker pravzaprav vidiš, in sama sem tudi zdaj v teh letih, da vidim in si ne želim revolucije, Ker ko si mlajši, si morda želiš revolucijo, ker misliš, zdaj bomo pa nekaj na hitro spremenili.
ko si pa starejši, pa pravzaprav vidiš prednost evolucije. To se pravi, ne da na silo nekaj spreminjaš, ker se tudi že zavedaš, da revolucija žre svoje otroke, medtem ko evolucija vodi pa v zlagoma spreminjanje v boljši svet, a ne. Tako da iz tega vidika se mi zdi, jaz si upam, no, da so tudi naši volilci dozoreli. Slovenija je mlada država. Tukaj moramo vsem povedati, ne, to je v 30-ih, ne. Tako da upam, da je iz te mlade, morda celo pretirano razigrane ali pa morda razuzdane mladenke, da je morda vstopila v ta zrela leta, kjer bo lahko dejansko kot država nudila največ svojim državljankam in državljanom. Res, da smo mlada država s starajočo publiko oziroma starajočo populacijo, bi morali še pravzaprav dodati. Zdaj smo pa v politiki, če pustiva možgane nekoliko ob strani in bralcem, da bodo knjigo vendarle pogledali. Zdaj, vi ste naredili trojček, koalicijo, torej Slovenska ljudska stranka, Nova Slovenija in Fokus. Kakšni so obeti tega združevanja, tega povezovanja, tega skupnega nastopa na volitvah? Ja, zdaj, ko sem jaz prevzela tole stranko, je bilo zelo jasno sporočilo iz terena, da bodo težko ljudje volili Slovensko ljudsko stranko, ker so pogosto vrgli glas stran, nazadnje na evropskih volitvah. In to je dejansko velika škoda. Sicer moramo tudi povedati, ne, da na zadnjih volitvah majčkeno manj kot 1/4 vseh volilcev ni dobila svojega zastopnika v parlament, ne. To se pravi, v zadnjih letih se je zgodilo nekaj, kar ni najbolj ugodno za volilce. No, in pač jaz sem prisluhnila temu, kar so ljudje povedali na terenu in tudi drži, tako da se mi zdi, da je to zelo racionalna, zelo pragmatična odločitev, da glas za Slovensko ljudsko stranko ne bo stran vržen, je potrebno zagarantirati vstop v parlament in to lahko naredimo z skupno listo z Novo Slovenijo, ki se je potem pridružil tudi Fokus. In na ta način v bistvu dosegamo večje sinergije. To se pravi sinergija na področju programov, a ne. Slovenska ljudska stranka dejansko na mizo prinaša tako kot naš kmet, a ne, kruh, a ne, našo hrano, to se pravi kmetijska politika. Sama kot strokovnjak za zdravstvo, zdravstvena politika in regionalizacija, ker mi imamo največje število županov še vedno, a ne, to se pravi na lokalnem nivoju je Slovenska ljudska stranka izredno močna in je velika škoda, da ni imela zdaj v zadnjih letih svojega zastopnika v parlamentu, je pa včasih bila izjemno močna. Nova Slovenija prinaša tudi svoje, a ne, od gospodarskega programa, notranje politike, zunanje politike, a ne, Fokus z obrtništvom, a ne. In hkrati pa v Sloveniji smo mladi, pa ni nas tako veliko, to se pravi kadrovski bazen je omejen, a ne, na ta način v bistvu tudi kadrovsko pravzaprav lahko damo res najboljše ljudi na tista mesta, kjer je potrebno. Tako da jaz verjamem, da za to skupno listo in za sporazumom, ki smo ga podpisali, Slovenska ljudska stranka, da se po 12 letih vrača v parlament in bo potem v dobri kondiciji tudi na lokalnih volitvah. Mislim, da so tudi naši volilci, ki jih je pa veliko, a veste, to je pa tisto, česar pa te javne ankete ne pokažejo, a ne. Ampak ko jaz hodim po terenu, mene ljudje cukajo, mene ljudje poznajo. Rečejo, veste, mi pa smo vaši volilci od Slovenske ljudske stranke. Ampak nekako so se kar pomaknili v ozadje. Zdaj upam, vem, da so tudi dobili novo upanje in so to tudi nagradili, ne glede na to, da včasih rečem, te ankete so namenjene nečemu drugemu, ne, ampak
Vidite, da pravzaprav številke vseeno rastejo. Sama ocenjujem, tudi glede na to, kar vidim, da smo že prej, oziroma da imamo 3% je gotovo naših volilcev. Z tem združevanjem, za to sinergijo pa verjamem, da bo tega še več. Tako da na 130 let tradicije Slovenske ljudske stranke, ki je najstarejša stranka, starejša je kot komunistična partija, ne. To se pravi, na 130 let tradicije verjamem, da se za to odločitvijo vračamo v parlament. Na terenu je kar živahno, se veliko dogaja, tako da bo kar nekaj dogodkov. Verjamem oziroma vidim, slišim, ljudje to nagrajujejo, tudi pišejo, čestitajo za odločitev, da smo zmogli iti v združevanje in nenazadnje to je tisto, kar Slovenke in Slovenci potrebujemo. To je pa mogoče tisto, kar sem prej razlagala, od možganov leva in desna hemisfera mora biti povezana. Slovenke in Slovenci imamo dovolj tega razdruževanja, dovolj imamo teh delitev, dovolj imamo tega, ne, da nam razlagajo o enem in drugem polu. Kaj pa mi drugi, ki smo vse vmes? Kje pa je glas za nas? In to verjamem, da na teh naslednjih volitvah pa prinašamo tudi mi, Slovenska ljudska stranka, nazaj v parlament z našo tradicionalno zdravo kmečko pametjo. Mogoče še beseda dve o kandidatih, ki jih ponujate. Ja, na naši listi, zdaj mogoče tisti, ki to bolj spremljajo, 24 list od 88, 15 od Fokusa, ostalo pač večina od Nove Slovenije, ki ima tudi svoje poslance v parlamentu, tako da so objektivno močnejši. No, ampak od teh naših kandidatov imamo svoje zastopnike v vseh volilnih enotah. Imamo nekaj izjemno dobrih kandidatov, tam na Dolenjskem imamo nekaj naših županov, imamo v Litiji, imamo v Sevnici, imamo potem recimo v Mozirju, imamo tudi župana, imamo tudi nekaj kandidatov gor v naši 8. volilni enoti, kjer tudi sama kandidiram. Tako da mogoče me ljudje včasih sprašujejo, pa rečejo, pa zakaj si šla pa tja gor, ne? Jaz želim dati svojim volilcem in tudi članom Slovenske ljudske stranke zelo jasno sporočilo. Ne grem kandidirati v podarjen okraj, ker določeni okraji, vsi vemo, so izvoljivi, praktično skoraj, če se nikoli ne prikažeš tja, ker je pač tako močna volilna baza. Grem v okraj, kjer bom morala delati, grem v okraj, ki ni blizu Ljubljane, jaz sama živim v Ljubljani in s tem dajem zelo jasno sporočilo, da se je vredno boriti in da tudi Ljubljana ni periferija oziroma Ljubljana ni cela Slovenija. Ptuj 3 z Majšperkom, z Halozami, Cirkulanami. To je pomemben del Slovenije, ki je bil izjemno spregledan v sedanji vladi. Sedanja vlada je zelo vase zaverovana, zelo centralizirana. In tudi ljudje drugod iz Slovenije potrebujejo svoje zastopnike, in to zastopnike v parlamentu na najvišjem državnem nivoju. Tako da jaz verjamem, da vem, da ne bo enostavno, tudi fizično, ampak po drugi strani boljšega vzgleda pravzaprav ne bi mogla dati, čeprav je to povezano tudi z tveganjem. Tako da jaz upam, da me bodo ljudje začutili, kaj pravzaprav si želim v politiki in verjamem, da marsikdo si točno to želi v politiki. Če bi mi imeli več strokovnjakov, ljudi, ki grejo v politiko ne zato, ker rabijo dobro plačano službo, v javnem sektorju, ampak ker grejo v politiko zato, ker si želijo spremeniti nekaj na nacionalnem nivoju, ki jim je mar za ljudi, ki so pripravljeni delati, tudi garati, potem jaz verjamem, da kot Slovenija bomo na boljši poti kot na tej, kjer smo sedaj.
Če pa bomo imeli enako vlado kot zdaj, to bo pa velik izziv. Tukaj se pa potem bojim, da bo pa to vodilo v dodaten razpad oziroma tudi v selitve ljudi drugam. To pravzaprav, kar je Robert Golob rekel na enem srečanju, da naj kar gremo v tujino. Tega si ne želimo, veste. Slovenke in Slovenci si zaslužimo živeti na svoji zemlji. Se smo garali tukaj mi, naši predniki, in ne vem, zakaj bi se pustili izganjati. Tako da jaz bom naredila vse, da Slovenke in Slovenci ostanemo tukaj na naši domači zemlji in da dobro živimo tukaj mi in tudi naši potomci, naši otroci in upam, da tudi naši vnuki. Težko je sploh kaj še dodati, kakšno piko na i še lahko pristavite, če se vam zdi, ampak je bilo že tako lepo zdaj vse povedano. Pa meni se zdi, da recimo ljudje, taki kot ste vi, Boža, ali pa kot so naši volilci, ali pa tudi taki, kot sem sama v končni fazi. Veste, dokler ni bilo res hudo, sem si jaz mislila, joj, pa politika je umazana, pa ne bomo v tole politiko šli. Ampak enostavno je treba vstati pa narediti svoj del, če hočeš živeti v drugačni državi. Jaz ne želim živeti v državi, kjer je solidarnost uničena zato, ker nekateri dobijo ogromno. Sama, ne glede na mojo izobrazbo pa na moje delo, jaz se nikoli v življenju nisem peljala v avionu v poslovnem razredu, nikoli. In tudi ne vem, zakaj bi se, jaz tega ne potrebujem. Jaz ne rabim črnih Audijev, da me vozijo. Jaz ne rabim potovati z letalskimi kartami v neke eksotične dežele, čeprav so mi eksotične dežele všeč, ampak jaz rada delam tukaj, ustvarjam in tisti način ni meni blizu in verjamem, da marsikomu v Sloveniji ni tisto blizu. In če hočemo, da bo drugače, bomo enostavno drugačni ljudje morali priti v parlament in v vlado. Zato, ker imamo drugačne vrednote. Tako da jaz verjamem, da če vsi mi ustanemo, naredimo svoje, predvsem pa, da gremo na volitve. Jaz velikokrat pravim, veste, če bi od Slovenske ljudske stranke vsi v naših družinah obkrožili Slovensko ljudsko stranko, ne samo, da smo v parlamentu. Mi imamo kar velik delež teh ljudi. Tako da jaz upam, da ljudje vidijo, zakaj je treba iti na volitve, zakaj je potrebno obkrožiti nas, našo listo, tam, kjer smo Slovenska ljudska stranka. Pozabimo na zamere Nove Slovenije, morda tudi kakšnih nesoglasij, ki so jih ljudje imeli do lastnih ljudi. Slovenci znamo biti zelo neprizanesljivi do lastnih, veste. Tega nobeden v Ljubljani ni tako neprizanesljiv do svojih, ampak svojim vedno pogleda takole, mi pa rečemo, ne, mora biti pa naš boljši, bolj papeški od papeža. Tako da upam, da bomo presegali to, šli na volitev, vsak glas šteje. In šteje glas od vsakega od nas, ne glede na to, doktor ali delavec, iz Haloz ali iz Ljubljane, ali morda pripeljan z avtobusom od nekod. Vsi glasovi štejejo in mi moramo iti na volitve in moramo obkrožiti Slovensko ljudsko stranko, ta naš zeleni klas, ki ga bodo videli na glasovnici, zdaj že vemo, da bo, ko bodo to videli, jaz upam, da se bodo spomnili tudi na ta naša zlata polja, ki, če nas ne bo enkrat več tukaj, jih ne bo. Hvala lepa, bom rekla, bodo še klasi, bomo še mi Slovenci tukaj na tem našem prostoru. Jaz sem prepričana, če bo ljudstvo znalo prisluhniti takim, kot ste vi, današnja gostja, doktorica Tina Bregant, se ni bati česa pravzaprav. Hvala za pogovor. Najlepša hvala.